Pogovori. Jezikovni pogovori. Anuša Kodelja je dramska in filmska igralka, ki je lansko leto nastopila v omnibusu gledaliških predstav Dodekalogija 1972 do 1983. Igrala je v kar 8 od 12 predstav omnibusa, ki smo si ga lahko ogledali lansko leto v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica. Njen lik Anuše je zanimiv tudi z jezikovnega vidika, zato se nam je Anuša Kodelja danes pridružila v jezikovnih pogovorih. Anuša, pozdravljeni. Pozdravljeni. Za začetek v tem projektu Dodekalogija ste pa sami ustvarjali svoje vloge, pa me zanima, od kod ideja za vašo vlogo Anuše, kaj je njena jezikovna posebnost in od kod pravzaprav ideja zanjo. Najprej smo prinašali zelo različne vsebine, vezane na ta prostor in pa na to časovno obdobje, torej 70. in 80. Potem pa je zelo hitro se pojavila, dobila prostor med temi vsebinami, ki sem jih prinašala. Tudi življenjska zgodba očetovega strica Ivota, ki je bil gluh, in me je ta njegova življenjska pot navdahnila in prinašala eno zanimivo vsebino, osvetljevala na en drugačen način določene odnose, in to se nam je zdelo zanimivo in smo se potem odločili, da je tudi vloga Anuše gluha. Tako da na nek način je bilo to zame tudi zelo intimno, hkrati pa je potem se to razširilo tudi v nek mnogo širši kontekst. No. Torej ste že imeli stik z znakovnim jezikom, recimo, in gluhimi osebami? Z gluhimi osebami, ja, strica sem poznala, ampak v resnici ne pa z znakovnim jezikom, zaradi tega, ker družina ni kretala, kar je zelo pogosto, sploh pri tej generaciji pred vojno. Ampak v resnici je to potem postala tudi tema, smo to tudi tematizirali. Tako da znakovni jezik je bil zame povsem nov, določeno vsebino pa sem poznala, ampak jo absolutno tekom procesa tudi še dobra raziskala in je to zame prinašalo povsem nove razsežnosti in uvide. Si predstavljam, da je to kompleksno se v takem kratkem časovnem obdobju naučiti toliko enega novega jezika in predvsem čisto drugačnega jezikovnega sistema, kot je govorjen jezik. Tako da kako ste pravzaprav sploh pristopili k temu, na kakšen način ste se učili najprej kretnino, potem pa verjetno tudi daljše pasuse? Se pravi, potreba potem je zelo hitro se pojavila, mislim tudi moja, intimna, ampak začela sem čisto kot z eno koreografijo rok, se pravi zelo tehnično, ampak sem hitro ugotovila, da je zelo pomembno, da dojamem neko logiko jezika, ki je drugačna. Zanimivo mi je tudi bilo, da je pač tolmačenje nekaj drugega kot se pravi kretanje gluhih, se pravi sem potem zelo hitro začela sodelovati z Tino Strel, ki je v bistvu moje kretnje pretvorila oziroma jih, če rečem, prilagodila na ta način, da so res tako, kot bi kretali gluhi med sabo, se pravi ne samo sporočilno, ampak prav čim bolj avtentično v tem smislu. Z njo sem tudi preverjala ves čas samo vsebino. Zdelo se mi je pomembno, kako vsebina komunicira z njo, tako da mi je bila tudi v tem smislu močen sogovornik. In res sem ji neskončno hvaležna tudi, ker je z mano delila ene uvide, sama prihaja iz gluhe družine in se sooča z naglušnostjo, se pravi, pač mi je res bila pač pomemben sogovornik pri tem. Če pa se vrnem na sam jezik, se pravi, iz neke koreografije sem počasi prešla na logiko,
logiko izražanja in potem s časom seveda so se določene kretnje ponavljale, s tem se je večal nabor kretenj in sem potem, glede na to, da je pač projekt bil res dolg 2 leti, v resnici lahko že potem neke osnovne, bazične stavke tvorila sama, ne. Pa je to mogoče vplivalo tudi na uprizoritveno besedilo, ker čeprav razumem, ste pravzaprav sproti ustvarjali tudi besedilo. A je bilo treba določene stvari prilagoditi glede na znakovni jezik, bi se lahko mogoče kaj izgubilo v prevodu ali kaj podobnega? Definitivno je šla neka pažnja k temu, a ne. Prehajamo, se pravi, iz prve osebe v tretjo, a ne, in pač zame je bilo specifično to, da ko sem govorila v prvi osebi, sem govorila z enim drugim glasovnim nastavkom in pa s kretnjami. Mogoče samo prehajanje je bilo zame bolj tehnične narave in to je zame pomenilo, da se to tako dobro osvojim, da pač se s tem praktično na odru ne rabim ukvarjati, ne, se pravi, da nekako prehajanje steče samo. K temu sem tudi zelo tako piflersko pristopila, da rečem, no, kar se mi zdi, da mi je zelo služilo, da se potem lahko sem na odru ukvarjala z vsebino samo, a ne. Ampak ne bi pa rekla, da smo se določeni vsebini odrekali za voljo gluhote. Mogoče, da sem v začetku procesa naletela na nek lastni predsodek ali pa mogoče lastno nevednost in se mi je zdelo, da sem omejena ali pa sem začutila to omejenost, a ne. Zdelo se mi je, da mogoče ne morem določene vsebine generirati ali pa vstopati v določene situacije, odnose, ampak moram priznati, da sem se zelo hitro tega losala, tega občutka, ker sem res zavestno skušala gledati na to vlogo oziroma jo formirati na ta način, da je gluhota ne definira v celoti, da ni to vse, a ne. Tako, hotela sem jo prezentirati čim bolj celostno, hkrati pa tematizirati tudi gluhoto, a ne. Tako da ne, potem s časom mislim, da pravzaprav nismo se odrekali vsebini, nismo jo prilagajali, nismo jo na ta način, da bi rekli, to pa ne gre, a ne. Ja, zdi se mi ta tematizacija neke marginalne pozicije gluhih prav v odnosu do vaših soigralk in soigralcev. Je bilo tukaj mogoče pa čisto v nekem mizanscenskem smislu potrebno karkoli prilagajati? Kako so se vaši soigralke in soigralci odzivali mogoče na začetku na ta lik, pa potem s časom, ko so se stvari vendarle nekoliko ustalile? Ja, najprej se mnogo bolj zaveš svojih rok, ker to postane prevajalec sporočilnosti tvoje, a ne. Tako da sem se prostorsko najbolj s tem soočala, ja, pač da, ne vem, nimaš nekih stvari v rokah, ko moraš nekaj sporočiti ali pa da imaš na voljo roke, no. Drugače pa smo se sigurno soočali z nekimi situacijami, ki pa so, tako ko sem potem tudi nekako preverila in izvedela, pravzaprav pogoste tudi v resničnem svetu, a ne. Ne vem, da te kdo pokliče, pa se ne obrneš, ali pa da nekdo začne bolj artikulirati nekaj, a ne, ali pa govoriti bolj na glas. Jaz v predstavi 82 rečem, sej nisem glupa, sem gluha, a ne. Zato, ker absolutno se pojavi ta odziv, ne vem, ali pa da nekdo začne govoriti v nekem drugem jeziku, ali pa ne. To nerazumevanje ali pa nek trg je postala vsebina. Tako da je bilo vse nekako dobrodošlo. Ne. Se spomnim tega precej duhovitega dela, da Anuša izgubi tisto kravo oziroma bika in to vodi v en kup zapletov potem, ki vpliva tudi na ostale družinske člane oziroma na ostale vloge. Ja, sej recimo prav v tem prizoru mogoče se zame tudi neka celostnost o tem, kar sem prej govorila, ne, da ta pač gluhota ni edina njena tema, a ne, se pravi, da ima pravico in prostor biti smešna, biti nerodna in vse ostalo, žalostna, vesela, zaljubljena, a ne. Se pravi, v tem smislu sem mislila na predsodke, ko sem to govorila, ne, da se potem mislimo, da potem neka vsebina ne more dobiti prostora v določeni obliki ali pa
pa v resnici lahko, no. In v resnici sem naletela, da so to tudi prepoznali in cenili, a ne, sploh predstavniki skupnosti gluhih. Ker recimo Anuša je angažirana, ne, na koncu se celo zaposli, torej ne gre samo za njeno intimno, recimo, skrbstveno vlogo znotraj družine, ampak je pravzaprav en zelo aktiven član družbe tistega časa. Ja, in mislim, da je to prav odraz tega, da ima veliko tem, ne zgolj gluhote, a ne, se pravi, da se vpenja v različne odnose, sooča z različnimi izzivi. To mi je bilo res pomembno, no. Zdaj, neko gluho osebo zelo redko vidimo na odru, tako kako pa se je mogoče publika odzivala na vlogo Anuše? Ja, jaz sem v zvezi s to temo ves čas čutila neko odgovornost. Tako kot sem rekla tudi s Tino, in ne samo s Tino, jaz sem med procesom spoznala ogromno gluhih tolmačev, ljudi, ki so tudi poznali mojega strica, njegovo tolmačko, ki je z njim preživela zadnjih par let življenja in tako naprej. Skratka, ta vsebina je potem prihajala iz zelo različnih koncev in te zgodbe so potem en skupek vsega, ne. In mislim, da je predvsem gluhim veliko pomenila ta reprezentacija, potem pa še toliko bolj, da se pač sama gluhost tematizira. Ampak že samo to, da so lahko uzrli kretnje na odru, jim je veliko pomenilo. Veliko ljudi je pristopilo do mene in delilo z mano svoje zgodbe, delilo z mano svoje izkušnje, ne samo glede gluhote, ampak na splošno, ne. Tako da mi je to zelo veliko pomenilo in tudi veliko gluhih je nekako videlo predstavo, z nadnapisi je tudi dostopnejša zanje, ne. In mi je to zelo veliko pomenilo. Pa tudi recimo večkrat se mi je zgodilo, da ne vem, na poklonu nekdo ploska v kretnji, ne. To me je zmeraj znova ganilo. Tako da bi rekla, da je to komuniciralo z ljudmi, s publiko. Ja, zanimivo je, kako jezik potem ozavešča, pa kako se pravzaprav ne zavedamo moči nekega jezika, pa njegove prisotnosti ali pa neprisotnosti v družbi. Tako da v tem smislu je to zagotovo še posebej angažirano delo. Ja. In posledično tudi angažiran proces, pa se mogoče sploh premalo zavedamo, kako je bil ta vaš del pomemben. Ampak prav to, kar ste rekli, ta jezik, ne, tako tolmačka od strica mi je rekla, da ko je ona začela tolmačiti, je imela občutek, da je takrat prvič lahko zares on razumel, a ne, se pravi svojo družino in posledično tudi, da je neka ljubezen lahko stekla, a ne. Se pravi, to je bil zame pomemben del oziroma pomembna tema, ne, kako se izražati, če tvoj jezik ni razumljen, tvoj primarni jezik ni, Ja, sprejet, mislim. Res je to, kar je že neka floskula, ampak vsakič znova drži, da so res meje naših jezikov, meje naših svetov. Ja. In absolutno mi je ta vloga to zelo jasno osvetlila, ne. V družbenem smislu je to zagotovo pomembna vloga, ampak še, če se vrneva na koncu k vam, kaj pa je mogoče vas naučila oziroma vam dala ta izkušnja vloge, poleg nekega zavedanja, ampak mogoče tudi v igralskem smislu, v jezikovnem? Na intimni ravni je čisto spontano osvetlila neke teme tudi v naši družini, a ne, neko, družinsko zgodovino in neko zaveščanje te. Tako da z tega vidika mi je absolutno bilo dragoceno. Po drugi strani pa sem res toliko ljudi spoznala, toliko informacij izvedla, toliko vpogledov različnih dobila, prav zato, ker sem se v tem času dosti aktivneje vpenjala v skupnost gluhih, a ne.
bi rekla, da je res znanje in informiranost nekako najboljša obramba pred predsodki, a ne. Tako da mi je tudi na tej ravni to ogromno dalo. Sicer pa Helena Peršuh, ki igra Nušino mamo, reče v predstavi: celo življenje sem živela v prepričanju, da ne sliši, v resnici pa sem bila jaz tista, ki ni slišala. Tako da tudi v tem oziru mi je to dalo ogromno. Čisto igralsko pa o tem nisem niti veliko razmišljala. Tako se je nekako organsko to odvijalo. Ja, izziv, ampak mogoče vsebina tista, ki ga je tako zasenčila, no. Anuša Kodelja, najlepša hvala za tale jezikovni pogovor. Hvala vam.